Težko pričakovani spomladanski del sezone v prvi ligi Telekom Slovenije so Domžalčani začeli z gostovanjem na novomeškem Portovalu. Trener Luka Elzner je v udarno enajsterico uvrstil dva novinca. V vratih je začel Francoz Axel Maraval, na desnem bočnem položaju pa se je predstavil Španec Álvaro Braki. Žan Majer je tokrat zaigral na desnem krilnem položaju, v napadu pa je prednost pred Slobodanom Vukom, ki še ni pripravljen na največje napore, in mladim Senadom Jarovićem dobil Antonio Mance. Dvakratni prvaki, ki so na dosedanjih 5 tekmah v Novem mestu dosegli 3 zmage in 2 poraza, so želeli nadaljevati niz neporaženosti na gostovanjih v letošnji sezoni. Toda začelo se ni po notah rumenih, prvo priložnost so imeli nogometaši Krke, takole je Perić zaposlil Miho Kostanjška, pred vrati pa je uspel odbiti kapetan Darko Zec. V 5. minuti prva priložnost za Domžalčane, lepa podaja Amedeja Vetriha, Álvaro Brači je poizkušal s prve, toda na pravem mestu je bil vratar Mitrović. Priložnost prostega strela Majer je na kratko podal do Črnica, ki pa je meril nenatančno. V 15. minuti pa nova priložnost za Kostanjška, ki je meril mimo desne vratnice. No, v 17. minuti pa je bil nekdanji član Domžal bolj natančen, odlična podaja Perića. Kostanjšek se je dobro znašel v kazenskem prostoru ter z levico poslal žogo med nogama nemočnemu vratarju Axelu Maravalu, torej 1:0 za Krko v 17. minuti, prvi gol Kostanjška na 10. tekmi v prvi ligi Telekom Slovenije. Odgovor Domžalčanov v 19. minuti po podaji Bračija je streljal Črnic, to pa je bila tudi zadnja prava priložnost v prvem polčasu. V drugem delu so Domžalčani začeli odločno, po podaji Črnica je poizkušal Antonio Mance, na pravem mestu švicarski vratar Miodrag Mitrović, 50. minuta podaja Trajkovskega skota, do strela z glavo Darko Zec, toda žoga mimo leve vratnice. V 64. minuti prosti strel za rumene, Lukas Mario Horvat je bil blizu uspeha, toda žoga je zletela mimo desne vratnice. Potem pa 65. minuta dolga žoga Mitrovića, podaljšal je Perić, v kazenskem prostoru pa je Kenan Horić podrl Miho Kostanjška in glavni sodnik Matej Jug je pokazal na belo točko, Horić pa je prejel svoj 6. rumeni karton v sezoni. 11 metrovko pa je zanesljivo izvedel Josip Fuček in popeljal Krko v vodstvo z 2:0 v 66. minuti. 71. minuta prosti strel za Trajkovskega, žoga za las mimo leve vratnice. Sliko smo že v 75. minuti, Ejup je izvajal prosti strel, v kazenskem prostoru je Trajkovski podrl Fučka in še druga 11 metrovka na tekmi za Krko. Matej Jug je po posvetovanju sodnikom za vrati pokazal na belo točko, Fuček je znova izvajal, tokrat je Maraval ubranil, vendar žoga se je odbila nazaj do Fučka, ki je dosegel še svoj drugi gol na tekmi in 5. v letošnji sezoni, torej 3:0 za Krko, potem pa prodor Žuninja. Na kratko je podal do Trajkovskega, ta je v kazenskem prostoru našel Senada Jarovića in 18-letni napadalec Domžal je na svoji prvi tekmi v najmočnejši slovenski ligi že zatresel mrežo in vsaj nekoliko omilil tokratni poraz svoje ekipe. Še zadnja priložnost na tekmi v 94. minuti, podaja Črnica, z glavo je streljal Lukas Mario Horvat, na pravem mestu Mitrović in končni izid Krka Domžale 3:1. Mislim, danes lahko samo probamo nekam skriti, pa se narediti čisto majhne, ker ta predstava je bila mizerna. Kriminalni smo bili v defenzivnih nalogah in smo od 3 golov 2 podarili mi, ta 11 metrov, ki je podarili dejansko nasprotniku, in ta raven je tako nizka, kot leto še ni bila. S tem štartamo in pod tem sigurno se ne da, nižje od tega, kar smo danes predstavili, se ne da, in je sedaj že urgentno, da se najdejo rešitve, kako odskočiti iz tega dna, v katerem smo danes po tej predstavi.